Takole je zbrane nagovoril graščak Gašper Lombergar. Besedo je dal tudi svoji soprogi. Žena more zmeraj vsaj 2 besede v hiše imeti. Ta prvo, pa ta zadnjo. Ja, nažalost je tako, ja. Nato sta zbrane povabila na grajsko dvorišče, kjer sta zaplesala s člani plemiške družine. I'm from London and I'm here because I read about how beautiful Bled is and I thought I might visit because it's very pretty, as you can see. Did you know about this event today? No, it caught me by surprise. The free schnapps and well, the dressed up, fancily dressed people. It's quite interesting. Ja, meni se zdi tole super, ne, ker to smo domačini in to rabimo. Pa ne samo domačini, tudi turisti. Ja, turisti so tako, pridejo in grejo. Mi postanemo tukaj in to nekako nas drži, nas druži tako. Jaz sem doma zgori, to je tista vas, ki se tle lepo vidi cerkev. Zelo rada pa zahajam na Bled. Današnja prireditev je zelo lepa, sploh tele sprijem pri Grajščaku, ples. Lepo je, da take stare običaje prikazujejo in mislim, da bi lahko se več ljudi tega udeležilo. Če pa jo je zagodlo vreme, ki požiralki ognja ni moglo do živega. Viteški spopadi z meči so iz boja v boj postajali vse bolj krvoločni. Najlepše kot prijede je bil ples. Ne sabljanje. Ne sabljanje, jaz sem više za ples. Vas prime, da bi tudi sami zaplesali? Zelo me mika, posebno, če bi bila simpatična plesalka. Turisti doma ne bodo mogli pripovedovati o pregovornem gorenjskem skopuštvu, saj je blejski grajski tiskar obiskovalcem poklonil koledar. Mi smo si tu kar nek dom naredili, ne? In vedno tu začnemo, vedno tu nastopamo in to je čast in tudi vsi radi pridemo tule gor in počutimo se kot doma. Prisotne običajno nagovori blejski župan. Tokrat je to storil podžupan. Vprašali smo ga, kdaj bo vsaj na dan občinskega praznika vstop na grad brezplačen. Odvisno od države, če Ministrstvo za kulturo, kako bo on do temu pristopil. Glede na to, da je pa grad nacionaliziran, da je to praktično po obisku turistov drugi objekt v Sloveniji, takoj za Postojnsko jamo, je verjeten interes države po tej zbrani vstopnini kar velik. Prost vstop na blejski grad imajo le domačini in ti se morajo identificirati z osebno izkaznico. Naslednje leto bo vsekakor ogleda uredno prireditev prišlo ogledati več ljudi, če bodo o tem obveščeni. Kdo sploh je ta markantni gospod z brado, ki Slovenijo predstavlja tudi na predstavitvah v tujini? Predstavljamo vam Janeza Rozmana. Srednjeveška tiskarna je ena najimenitnejših novejših pridobitev blejskega gradu. Nad tistim, kar se tam lahko ogleda in tudi tistim, kar lahko tam doživijo, se navdušujejo tako mladi kot stari, tako domači kot tuji turisti. Mojster Janez, ki tam svojim pomočnikom na več stoletij star način na ročno izdelane papirju tiska vse mogoče spominske tekste, je poleg običajnih obiskovalcev s svojim delom in šarmom navdušil tudi mnoge tuji državnike in druge ugledne goste. Prva dama Združenih držav Amerike se mu je za prisrčen sprejem in spominsko darilo celopisno zahvalila. In kako je mojstra Janeza iz povsem drugega poklica zaneslo v starosvetno tiskarstvo? Za tiskarstvo, katerega sem se začel ukvarjati pred 5 leti, to se pravi starim tiskom, je kriv dr. Franze Prešeren. Kajti ob njegovi 200-letnici sem naredil ponatis njegovega rokopisa Prešernove Zdravljice. Seveda me je pa ta tiskarstvo precej potegnilo v zgodovino in prišel sem do Trubarja in pa seveda do Gutenberga. In z velikim veseljem učencem osnovnih šol, turistom in pa gostom, ki pridejo, razložim in pokažem to zvrst tiskarstva, ki se že pozablja.
Zaradi obujanja tradicije in poživljanja turistične Blejske in celovite slovenske turistične ponudbe si je Janez Rozman pridobil ugled in veliko prijateljev tudi med turističnimi delavci. Janez Rozman je zame osebno eno najlepših presenečenj blejskega turizma zadnjih let. Uživuje Blejski grad in je dokazal, da je muzej zanimiv, če je živ. S tem svojim nastopom tujcem da vedeti, da je slovenska beseda tiskana že več kot 450 let in da smo se zelo zgodaj uvrstili, tudi če nas vsi ne poznajo, med kulturne evropske narode. Predstavitev mojstra Janeza je res zelo slikovita in lahko rečem, da smo kar na številnih mednarodnih prezentacijah Bleda in naše turistične ponudbe poželi veliko pozornosti. Tako smo se skupaj predstavili že v Milanu, Berlinu, Londonu v lanskem letu, ko je Bled slavil 1000-letnico. Glede na to, kako sam ponosno predaja to kulturno dediščino, nas velikokrat zanimira in se tudi turistični delavci napravimo v kostume iz tega obdobja in res na svetovni turistični borzi v Londonu smo bili kar prava atrakcija. Zato, da lahko nastopa na najrazličnejših prireditvah, je mojster Janez opremil tudi potujočo tiskarno. Na svojem domu v Smokuču, kjer starosvetno tiskanje predstavi tudi šolarjem, pa ima tudi delavnico, kjer izdeluje tudi srednjeveška oblačila in drugo viteško opremo. Tudi sam kot grajski pisar namreč sodeluje na številnih grajskih in drugih viteških prireditvah. In ker iz tiskarne mojstra Janeza na Blejskem gradu nihče ne odide brez darila, se je tudi od nas poslovil s priložnostjo spomenico, ki nam dovoljuje neskončno pitje jezerske vode.